Pozdravljeni, moje ime je Sabina, pozdravljeni na kanalu Metamorfoza z energijo ustvarjanja. Danes sem se odločila, da bom tu zunaj na tem lepem sončku, ampak ker so moji možgani tak fejs na off, bom danes imela en papirček zraven, tak da ne se jezi, če bom malo pogledala gor, ker sem se pa tudi par točk pribeležila, ker danes bomo govorili o samospoštovanju. Vaš svet je vaše ogledalo. Koliko se spoštujemo, tako vas bodo tudi spoštovali drugi. A kljub vsemu trudu, da se boste še tako trudili, vas ljudje ne bodo spoštovali. Ker oni imajo svoj svet, svoja pravila, imajo nižjo zavest in zato tudi vas ne spoštujejo. Vi kreirate svet za svojimi lastnimi pravili, energijo, pričakovanji, ki jih imate v sebi. Sedaj premišljujete, kako je moje ogledalo, če so me ponižali, prevarali. Vaše pravilo, imejte lastne zakone v svoji državi. Vaše telo, za vas svet. In če ste na visoki vibraciji, se vas to ne bo dotaknilo. In ti ljudje bojo preprosto odšli in zadeva bo rešena. Če vas kdo ne spoštuje, vi pa imate spoštovanja in ta oseba bo kar odšla. Okoliščine se bodo uskladile. Želite, da bi vas ljudje spoštovali? Opustite te želje. To je samo vaša prevelika želja. Bodite to, kar ste, ne to, kar želite, da ljudje vidijo. Bodite edinstveni, unikatni, sijte v svojih barvah in pokažite svetu pravi jaz. Preveč dopuščate ljudem in prestopijo vaše meje, potiskajo jih naprej, vi ste pa razočarani, žalostni, prevarani. Potem vam črpajo energijo in kar naenkrat eksplodirate, dovolj imate vsega, pretrgate, uničite odnos. Čeprav morda bi ta odnos kasneje, če bi vi prej postavili meje, bil zelo dober odnos. Tega žal ne boste vedeli nikoli. Zato je pametno ne reagirati, kot pravimo, takoj na prvo žogo, ampak se umiriti in sprejeti odločitve naslednji dan. Zdaj vem pa, da ste močne, tople duše in zelo sočustvujete z ljudmi in čutite njihova čustva, bolečino in zato jim tudi preveč dopuščate. In se ne samo spoštujete, spoštujete sebe. To je bila tudi ena mojih velikih lekcij, da nisem znala postaviti mej. In potem sem nekako, da bi zaživela svoje življenje v samospoštovanju, sem si nekje nastavila 9 osnovnih pravil, ki jih bom zdaj prebrala in vsaki kaj več povedala. Prvo, najvažnejše pravilo za mene je ljubezen do samo sebe. Ta ljubezen je mišljeno predvsem za psihofizično dobro počutje v svojem telesu. To se pravi, da jeste zdravo hrano, da telovadite, da imate prosti čas za sebe, da dovolj spite. Se veste, kako so včasih rekle naše babice. Je čas za igro, je čas za delo in je čas za počitek. Vse si moramo vzeti. Zato je primerno, da recimo zvečer 2-3 ure pred spanjem ne jeste več ničesar, ker se bo telo lažje spočilo. Da zvečer ne brskate več po računalnikih, po telefonih, ampak mogoče 2 uri prej rajši preberete kakšno knjigo, imate pogovor z družino in potem v miru zaspite. Spite pa seveda v spalnici, kjer ni televizije, računalnikov, telefonov, kjer je tema, zato da si lahko spočijete. Druga točka. Samokritičnost. To pomeni, da sprejmemo svoje dobre in slabe lastnosti. Dobre nadgrajujemo, za slabimi pa poskušamo postopoma jih odpraviti in nadomestiti z drugimi dobrimi zadevami.
in se ne slepimo, da smo mi super, super, super dobri ljudje. Zato smo vsi tukaj, da rastemo. Tretja točka. Naučiti se reči ne. To je ena najbolj važnih točk. Upoštevati morate svoje meje. In tudi se bojo vaši odnosi poboljšali. Ne dovolite si, da ste na koncu razočarani, žalostni. Verjemite, tisti, ki so vam v življenju dani, bodo ostali. Tisti, ki pa ne, bojo pa odšli. Zato mejte svoje meje v življenju. In če vi ne rezonirate z čemerkoli, rečite preprosto ne, čuj, imam občutek, da to ni za mene. Četrta točka. Oprostiti sebi in drugim. Včasih zelo odreagiramo eksplozivno na svoje napake, ki za mene niti niso napake, ampak so izbire. Izberemo lahko tako ali drugače. In na osnovi tega se potem vsa situacija odvija. Najbolje je pa, da se od teh svojih izbir, če mislite, kot včasih rečemo, da je bila napaka, nekaj naučimo. In prihodnjič ne ponavljamo istih izbir. Izberemo drugo zadevo, ki nam bo koristila. In zato oproščamo sebi, oproščamo tudi drugim. Tudi drugi delajo to, kaj se jim zdi njim najbolj primerno. Najbolj v tistem trenutku. Zato oprostite drugim, oprostite sebi. Saj ste v tistem trenutku ravnali in se odločili prav. Peta. Obdamo se z ljudmi, ki so pozitivni. To se pravi z takimi ljudmi, s katerimi imamo iste interese, s katerimi nas druži smeh, dobro počutje, prijaznost, sproščenost, ljubeznivost. In potem se zelo dobro počutimo. Šesto. Pozitivni samogovori. Ko imamo včasih negativne, rušilne misli, objemimo se, rečimo, dobro bo, vse bo dobro, vse boš uredila tako, da bo prav, vse bo, kar mora biti. Ne skrbi, zmoreš to, bo, vse bo se uredilo. Z seboj ravnajmo kot z majhnim otrokom, potolažimo se. Potem 7. točka, postavljanje ciljev. Imejte visoke cilje, visoke sanje, ampak zmes ne samo gledati tisti cilj, ampak po majhnih korakih in slavite te korake. Ko naredite en korak in vam uspe, pohvalite se, proslavite ta korak. Potem imamo 8. Zavedajte se, da se vse življenje učimo. Tisti, ki pravijo, ne, kaj sem se naučil v šoli, to je to, zdaj pa pač hodim v službo, domov, skrbim za družino. Ne, vse življenje se učimo, vse se spreminja. Tudi narava ima svoje cikluste. Poglejte ta lepi sonček danes. Jutri bo morda dež, pa kaj potem? V glavnem, predajte se življenju, energiji. Vedno je, da se naučite kaj novega. In pa 9. zelo pomembna, je pa zahvalnost. Za vse, česar se dotaknemo. Za to čudovito vreme, sonček danes, zrak, ta trava, na kateri sedim. Za vse sem hvaležna. Za vse. En preizkus so naredili, da recimo poskušajte v 3 minutah napisati vse, kaj se spomnite na list papirja. Vse, za kar ste zahvalni. Čisto vse. In pomislite, da morda vse, kar ne boste napisali, bo drugi dan izginilo. Verjemite, zelo hitro boste pisali. Od moža, žene, otrok, partnerjev, hiše, stola, mize, žlice, karkoli, živali, domačih ljubljenčkov. Bodite hvaležni. Bodite hvaležni, tako kot smo rekli že v prejšnjem videu, za vsak vdih in izdih. Ta je najbolj pomemben. Potem pa vse ostalo. In zavedajte se, da koliko se spoštujete, vas bodo spoštovali tudi drugi. Verjemite v najvišje dobro in
Dajte si mogoče tudi majhne listke in se spominjajte, jaz sem dober, spoštujem se, rad se imam, rada se imam, živim življenje. Tako kot je rekla znana Louise Hay, meni so zelo všeč njene knjige, v mojem življenju je vse dobro. Prvo pravilo. Drugo pravilo, vse, kaj moram vedeti, se mi razodene. In tretje, vse, kar potrebujem, dobim. Hvala vam, danes je ta video potekal malo drugače. Jaz bom ustvarjala krajše videe, ker vem, da mogoče nimate časa 20 minut ali pa 1 uro sedeti pred računalnikom. Rada vas imam in do prihodnjič vam želim vse dobro. Uživajte in dihajte življenje s polnimi pljuči. Lep pozdrav! Adijo!